Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Univerza. Današnjo oddajo začenjamo nekoliko dobrodelno. Obiskali smo namreč krvodajalsko akcijo, ki jo vsako leto organizira študentski svet Univerze v Mariboru. Krvodajalci z darovanjem krvi omogočajo nemoteno delovanje zdravstva. V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri. Naj gre za načrtovan operativni poseg ali reševanje življenja v nesreči. To pomeni, da vsak delovni dan v povprečju potrebujemo 400 krvodajalcev, ki s svojim plemenitim dejanjem prispevajo k ohranjanju zdravja soljudi. In med njimi so tudi študenti. Menim, da še vedno obstaja nekakšna zavez v študentih, da pomagajo sočloveku, ker dati kri je nekaj poglobljeno človeškega, da daruješ sočloveku ter pomagaš tudi na takšen način. Kri na Mariborski univerzi vsako leto daruje približno 50 študentov. Seveda pa bi si želeli, da je teh še več. Opažamo, da študenti imajo strah pred darovanjem, tudi ne poznajo osnovnih navodil, tako da se tudi trudimo na tem področju, da bi izboljšali, da bi nekako olajšali informacije, da bi bile dostopnejše in da bi se tako tudi lažje odločali. In tisti, ki se odločijo darovati, domov odidejo z občutkom, da so darovali del sebe in s tem pomagali drugim. Pravzaprav sem danes prvič, ampak sem si že večkrat želela, pa nisem mogla, ker sem bila prehlajena ali pa karkoli, tako da sem danes zelo vesela, da lahko končno darujem. Primerjave z marsikatero punco, ki je bila danes tukaj, torej z tvojega obraza, ker ne gre izbrisati nasmeška, to pomeni, da je zadovoljstvo, da tokrat lahko pomagaš, v bistvu svojo krvjo res tako veliko. Zakaj se sploh odločiti in darovati kri? Ravno zato, ker nikoli ne veš, kdaj boš tudi sam potreboval, pa recimo kdo od tvojih bližnjih. Tako da mislim, da je to res eno humano dejanje, ki ga res lahko vsak stori, da je to najmanj, kar lahko storimo. Se mladi ali pa študenti nasploh dovolj zavedajo, koliko lahko pomagajo v bistvu z kančkom njihove krvi? To pa ne vem, kako so drugi, se pravim, jaz se že dolgo trudim, da bi dala, da bi lahko darovala kri. Mislim pa, glede na to, da je toliko krvodajalskih akcij, da potem vseeno, ker mladi tudi se zavedajo tega. Koliko pa je pri samem darovanju prisotnega tistega strahu? Od začetka seveda je prisoten strah, ampak s časom je manjši, seveda tudi osebe zelo prijazno, tako da ta strah hitro pojenja. V preteklih letih smo že veliko slišali o tem, kako pomembno je, da darujemo kri, da lahko rešimo marsikatero življenje. Kaj je bilo recimo tisto, kaj je pri tebi bilo poglavitno, da si rekla, ok, danes grem sem in darujem kri? Kaj pa vem, dolgo že nisem bila. Zadnja je bila tista velika krvodajalska na Štuku, pa se nisem mogla udeležiti, zato pa sem danes tu. Sicer si se že prej udeleževala kakšnih krvodajalskih akcij, se jih nameravaš udeležiti tudi v prihodnje? Ja, ponavadi grem kar sem, ko je tu na fakulteti. Komu bi pa recimo svetovala, da se odloči in daruje kri? Se v bistvu mladi sploh zavedajo, kako pomembno je, da sami darujejo kri, ker bodo mogoče nekoč tudi sami deležni tovrstne pomoči? Ja, to je zelo pomembno, se mi zdi. Mogli bi, dosti več bi mogli ljudje darovati kri, kot darujejo. Krvodajalske akcije, zakaj v bistvu je pomembno, da se jih mladi udeležujejo ali pa da se zavedajo dejstva, da lahko z darovanjem njihove krvi pripomorejo k marsikateremu življenju? Prav tako, kak ste rekla, da se zavedajo, pa da dobijo eno navado, tako da ta navada traja celo življenje, tako da dobimo prav od mladih, zdravih krvodajalcev, ki bodo celo življenje darovali krvi. Načeloma so v osnovi študenti že seznanjeni s tem, kakšni so pogoji, da lahko darujejo kri, pa vendarle, koliko se še vseeno srečujejo s strahom ali pa se ne zavedajo vsega dobrega, ki lahko svojo krvjo naredijo? Mislim, da so kar zavestni, da imajo večje težave v srednjih šolah, ampak to pri študentih ni problem. Kaj je torej pomembno, ko se odločimo, da darujemo kri, ob tem seveda, da moramo biti zdravi, da mora biti naša kri pod narekovaj neoporečna? Kaj je še tisto, kaj je pomembno? Pomembno je, da prvo, kak ste rekli, da so zdravi, da so spočiti, da so motivirani, da so nekaj pojedli. Sicer pa v Sloveniji letno beležimo okoli 100 000 prijav krvodajalcev. Opravi se približno 94 000 odvzemov, kar letno pomeni nekje 42 000 litrov krvi. Tretjino vseh krvodajalcev v Sloveniji predstavljajo ženske, 2/3 pa moški.
Najbolj pogosta krvna skupina pri nas je skupina A. Ta predstavlja kar 40%. Najredkejša pa je krvna skupina AB, ki jo ima le okoli 7% ljudi. Slediti trendom in razvoju je dandanes skorajda nujno. Tako so študentom mariborske ekonomsko-poslovne fakultete ponudili nekaj več. Ti lahko namreč od sedaj naprej letijo v oblaku. Office 365 je storitev v oblaku. Tako podjetjem kot izobraževalnim ustanovam omogoča hitrejšo izmenjavo ter hranjenje podatkov in komunikacijo nadaljavo. Delo pa bo olajšala tudi študentom mariborske ekonomsko-poslovne fakultete. Mi ves čas poudarjamo, da je na nek način zelo pomemben klasičen način poučevanja, ampak da so vse te sodobne oblike pa zelo dobrodošle za to, da popestrimo v bistvu izobraževanje, pa da naredimo sodobnega tudi bolj privlačnega za študente. Tako da na ta način bomo privarčevali tako mi, kot tudi študentje, mogoče namesto, da bi mogli enkrat recimo priti posebej na pogovorno uro samo zaradi tega v Maribor, bojo se pač lahko povezali preko računalnika z nami in bojo lahko na ta način recimo komunicirali z nami. Tako bodo študenti delali hitreje, kakovostnejše in seveda bistveno bolj svobodno. Prihranili pa bodo tudi veliko časa. In prav to je eden izmed ciljev fakultete. Racionalizacija in sledenje sodobnim trendom, ki študentu olajšajo študij in ga naredijo bolj privlačnega. Koliko časa pa je recimo potrebnega, da bo povprečni študent lahko osvojil vse, kar Office 365 ponuja, in pa prej si že rekla, ne bo več potrebno toliko hoditi na samo fakulteto, delali boste lahko veliko doma. Koliko to pomeni študentu, da v bistvu ni več toliko vezan na samo fakulteto in da lahko veliko stvari stori kar od doma? V bistvu Office je kar obsežen, ta Office 365, zraven elektronske pošte je tudi link, SharePoint in pa vsi ti v bistvu namizni pripomočki Officea, od Worda, Excela, PowerPointa, OneNota, tako da v zelo kratkem času to definitivno ne bo šlo. Mi se bomo potrudili, da bomo jim približali to z delavnicami, tako da bodo osvojili ta znanja, da potem lahko tudi opravijo certifikat. To glede teh sestankov z našimi profesorji, pa ja, marsikdo ni iz teh krajev, iz Maribora, in včasih so tudi pogovorne ure izven naših predavanj, tako da mislim, da to bo velik prihranek časa. Hkrati pa Office 365 ponuja tudi en cel kup dodatnih storitev. Mnoge med njimi so zanimive za študente kot posameznike, na nek način pa te vsebine tudi vključujemo v naš pedagoški proces in predstavljamo Office 365 kot primer, kako lahko podjetja prehajajo na informacijsko infrastrukturo, ki jo danes vse več ponudnikov ponuja v oblaku. Temu se tudi po tak zatujko pravi cloud computing. Mi se že kar nekaj let trudimo, da smo glede uvajanja novih storitev med vodilnimi fakultetami v slovenskem prostoru in tudi širše, zato tudi vsake toliko časa naše izsledke, naše projekte uvedbe v bistvu predstavljamo tako na mednarodnih konferencah kot domačih konferencih. Vsako leto smo prisotni recimo na Microsoftovi NT konferenci, poleg tega smo bili letos prisotni tudi na SAP-ovem dogodku, SAP Forum, ki je največji drug tak dogodek. Tisto, kar bi rada poudarila, je tudi to, da naši študentje, sploh iz smeri elektronsko poslovanje in iz menedžmenta informatike in elektronskega poslovanja, sodelujejo pri vseh teh projektih, tako da si na tak način dobivajo praktične izkušnje in imajo potem, ko grejo v službo, se pravi, ko iščejo prvo zaposlitev, imajo dejansko že tudi kar nekaj projektov za sabo. In eden teh projektov je delo 3 študentov, ki so v Madridu dosegli izjemen uspeh in zasedli 3. mesto na drugem regijskem tekmovanju študentov za oblikovanje nadzorne plošče Dashboard Design Competition. Še posebej pa so bili pohvaljeni strani žirije za najboljšo analizo podatkov in predloge, kako naj organizacija UNICEF izboljša svoje poslovanje. V bistvu je bilo tako, da smo dobili podatke od UNICEF-a v Excelu datoteki, smo jo mogli urediti.
potem pa s programom narediti nadzorno ploščo, tako vidite tu. In zdaj v praksi, kako se vse skupaj uporablja? Ja, v bistvu ta program dobijo menedžerji in vidi kdaj odpre recimo creation, se pravi, kdaj je bil profil donatorja narejen, kdaj prvič donira in potem vidi recimo, da je novembra zelo veliko donatorjev, tukaj se vidi, da je po letih, da so od 41 pa do 70 največ darujejo in potem lahko menedžer pogleda, kdaj, takrat je zelo dobro na te pritiska, da lahko tako rečem, recimo kot pa na mlajše generacije, na tak način približno. Tako je Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru zagotovo ena tistih fakultet, na kateri se še čuti izobraževalni duh in ta ne kloni pred vsemi varčevalnimi ukrepi, ki jih naša država načrtuje. Pa tudi študenti tukaj še očitno najdejo dovolj razlogov, da iščejo motivacijo in ohranjajo željo po napajanju njihovih sivih celic. Glede na to, da se zadnje čase vse bolj ukvarjamo s tem, koliko kaj stane, pa kje privarčevati in kaj nas bo čim manj udarilo po žepu, tudi na področju energije ni prav nič drugače. V nadaljevanju boste torej izvedeli, kakšna je cena energije in kaj nas čaka v prihodnosti. Društvo ESTEC, to pomeni Združenje študentov elektrotehnike in računalništva, na mednarodnem nivoju smo aktivni. Tole danes je bila okrogla miza cene energije. Povabili smo pač ta pomembna imena na tem področju, da so prišli in v prisotnosti tako študentov, profesorjev, kot tudi dejanskih predstavnikov podjetij so povedali, kje trenutno je stanje z ceno energije in kam se to področje pomika. Na ceno električne energije vplivajo najbolj, ker je Slovenija majhna, vplivajo sosednji sistemi. Sosednji sistemi so sistemi Italije, Nemčije in recimo jugovzhodna Evropa, Madžarska, Srbija in ta cel balkanski del. Od obnovljive vire energije preštevamo fotovoltaiko, vetroenergijo, hidroenergijo, to so male in velike hidroelektrarne, potem bioenergijo, to so energijo iz lesa in potem še recimo geotermalno energijo, se pravi, to so viri energije, s kateri lahko delamo električno energijo, ki se pri tem ne izrabljajo, temveč se sami od sebe obnavljajo. Plin postaja posebej pomemben zaradi tega, ker je zanesljiv, ker prihaja iz večjih virov, se pravi, je lahko tudi to povezano z zanesljivostjo dosti ekonomičnije in pa prispeval bo zaradi tega, ker je energent z zelo dobrimi izkoristki, ki ga se da porabiti zelo dobrimi izkoristki in pa z zelo majhnimi vplivi na okolje, je lahko uporabljen tudi kot nadomestilo drugim energentom oziroma je lahko tudi uporabljen v obliki celo kot dopolnilo obnovljivim virom. Zaradi tega se nekako govori, da nastaja zlata doba plina. Cene plina so se zaradi zgodovinskih razlogov vezale na ceno nafte. Zakaj? Ker pred 15 leti ni bilo borze za plin. Edina borza, ki je bila za nafto in zato so nekako rekli, tako kot se naj giblje nafta, naj se giblje tudi cena plina, pri čemer je bila ta cena zgodovinsko nekoliko nižja, zaradi tega, ker so hoteli pospešiti prodajo in recimo razvoj tega plinskega trga. Danes je to bolj breme. Zakaj? Ker je cena nafte šla gor, imamo krizo v Evropi, ampak nafta diktira še vedno cene plina, kar ne ustreza dejanskemu stanju, krizi. Pametna omrežja danes predstavljajo sodobne tehnologije, s katerimi lahko uporabnikom omrežja, torej odjemalcem električne energije, pripeljemo več električne energije na dom po nižji ceni. Cene je ena komponenta, druga je pa pipe oziroma koliko debeli kabli so, da lahko mi to energijo pripeljemo v Slovenijo. To sem povedal prej na primeru 3 barv, če imamo 3 različne barve,
odpremo pipice in te pipice so različno velike in odvisno od barv in pipic dobimo končno barvo, ki je zmes vsega. Recimo ena tipična taka tehnologija je, da odjemalce opremimo z sodobnimi merilniki in drugimi napravami na domu in potem ne samo, da ti merilniki zajemajo podatke, bom rekel, iz odjemnih mest, ampak hkrati tudi operaterji dajo komande tem merilnikom in potem se recimo lahko odjemalcu zniža električna poraba, pa na ta način praktično vplivamo na povečane praktično kapacitete sistema, ne? Vsekakor je prihodnost v obnovljivih virih energije. Tukaj vidim v prvi vrsti za Slovenijo v energiji voda, se pravi spodnja savska veriga, dokončanje srednja savska veriga, tukaj lahko po različnih projektih, recimo 11 elektrarn. Eles vlaga velika sredstva v nove tehnologije, v visokotehnološke projekte in mi menimo, da je to ena od velikih priložnosti za Slovenijo v naslednji 5-letnem obdobju, sploh v tem času krize. Skratka, naš cilj je, da bi čim več sredstev, ki so nam na voljo za investicije, investirali v nove tehnologije. Zakaj? Zato, ker lahko s tem ustvarimo veliko dodano vrednost tudi izven energetike. To pomeni, lahko ustvarimo nova delovna mesta, lahko pospešimo procese izobraževanja, tako mladih kot tudi odraslih. In na ta način dosežemo, bom rekel, tudi izven energetskega gospodarstva, torej na drugih gospodarskih panogah, bom rekel, nove dodane vrednosti in nove učinke. Južni tok je pravzaprav projekt, ki bo pripeljal ponovno ruski plin, vendar tokrat po novi poti. S tem bo povečal količine, do neke mere tudi količine na tem področju Evrope. To pomeni, da nove količine pomenijo konkurenco drugim virom, se pravi plinu iz drugih virov, se pravi je pričakovati nižje cene, povečala bi se naj zanesljivost za Slovenijo, pa pomeni pravzaprav prispevek k nekako strateškemu vplivu Slovenije oziroma nek dohodek, ki ga bo ta pritok plina povzročal oziroma vpliv v državni proračun, bi rekel. Študij slovenščine na Poljskem poteka kar na 6 tamkajšnjih univerzah. Zanimanje zanjo iz leta v leto niha. Precej pa ga je tudi na Tehnično-humanistični akademiji v Bjalsko-Bjali. Temelje ji je postavil dr. Emil Tokarz. Začelo se je od Ljubljane. Leta 68. sem prišel prvič v Ljubljano na seminar slovenskega jezika in kulture. Tam sem spoznal veliko dobrih Slovencev, poznanih Slovencev, ki so me nagovorili, da lahko promiram slovenščino, slovensko kulturo, civilizacijo na Poljskem. Emil Tokarz se danes skupaj s soprogo ponaša z nazivom slovenski ambasador. Oba Poljaka, ki s prirejanjem številnih prireditev, zlasti pa poljsko-slovenskih večerov, z umetniki Slovenije potujeta po tamkajšnjih univerzah, kjer lahko študentje slovenščine spoznajo tudi naše literate. Poslanstvo je v tem, da populariziram slovensko književnost, slovensko kulturo, slovensko zgodovino tudi. Čeprav nisem zgodovina, se ukvarjam samo s književnostjo in s teorijo, literarno teorijo. In upam, da preko izobraževanja študentov, ampak ni samo preko takšne bolj popularne akcije, znanost Sloveniji in uloga Slovenije v Evropi bo boljša na Poljskem. Učenka dr. Tokarža, profesorica dr. Anješka Bjentkovska-Kopčik z delom mlade generacije nadaljuje in navdušuje mlade Poljake, da bi se v večjem številu odločali za študij slovenskega jezika.
Sama je zadovoljna številom diplomantov in predvsem znanjem, ki se ga pridobijo na akademiji. Do zdaj, ko sem pred kratkim seštela, smo imeli 6 letnikov slovenščine in je, mislim, končalo slovenistiko približno 80 ljudi tukaj v Bielsku. Zdaj imamo nažalost samo 1 letnik in to je 2. letnik magistrskega študija. Končali so pred kratkim absolventi, ker smo imeli 2 letnika zaporedoma, tako da še nekateri končajo zdaj pisati magistrske naloge, torej smo tudi še z njimi na vezi na nek način. Drugače pa slovenščina ima tukaj status tudi drugega jezika, torej lektorata za študente drugih filologij, in sicer rusistike, bohemistike in kroatistike. Med mnogimi, ki jih je navdušila, je tudi zdaj njena tesna sodelavka doktorica Regina Vojton, ki pa se pogosteje odloča za prevajanje proze in poezije. To predvsem organizira gospa Agnieszka Będkowska, jaz ji samo pomagam. In tudi to organizirajo študentje, temu se reče kolo slavistov, kot, no, kako bi to preložili? Krožek, ja, slavistični krožek, ja. In to imamo že 5 let. Doslej smo prevajali Istoka Osojnika, Dušana Merca, Blatnika smo prevajali tudi. Ne samo delamo to za slovensko književnost, ampak tudi, da bi slovenska književnost bila na odru vsake slavistike. Torej, tudi prevajamo pri prisotnosti češke književnosti in tako, kot sem rekla prej. In drugih tujih jezikov. Sami ste rekli, da se v Sloveniji udeležujete tudi različnih seminarjev, poletnih šol. Zakaj so za vas kot predavateljico slovenske književnosti te poletne šole tako zelo pomembne? Kaj vam lahko prinesejo pri predavanjih? No, predvsem sem na tekočem, kaj se dogaja v slovenski kulturi, kaj se piše, kaj se prevaja, kako se prevaja. Se srečam z drugimi prevajalci. Tudi zaradi tehnike. Nekdo nekaj najde in tako. To je predvsem praksa dela mojstra. In čim več vem, tim mislim, da sem boljša v tistem delu. Dobro je tudi sodelovanje med polonisti in slovenisti. Tako imajo študentje poljščine možnost pobliže spoznati slovensko kulturo, predvsem pa književnost. Koliko ste v svoje predavanje vkomponirali, če smem tako reči, slovenske avtorje? Ker veliko. Ponavadi mimogrede, kot primer, recimo. Ampak enkrat sem bral tudi moje prevode Alojza Ihana s mojimi študenti, ki za njih je to bilo zelo zabavno, zelo zanimivo. Mislim, da zaradi tega, da pesmi Ihana so smešne. Poznan je tudi Božidar Jezernik. Njegova knjiga o Balkanu, ki je bila prevedena iz angleščine, je bila prevedena v poljščino, mislim, prej kot v slovenščino. Torej je zelo poznan, pogosto je bran, predvsem v okviru kritike postkolonialne. To je neka smer humanistike, ki je zdaj zelo vplivna, bi rekel, v poljski humanistiki. Pa se bere tudi pesnikov, pa se bere tudi Debeljaka, ki je tudi preveden. Na vajah iz poezije sem bral parkrat pesni Tomaža Šalamuna, ki je zelo dobro preveden. Drage gledalke in gledalci, za danes smo
Ponovno pa se vidimo čez teden dni. Nasvidenje.